tukaj prisrčno pozdravljeni v galeriji Družina. Posebej pozdravljam gospoda nadškofa Antona Stresa, avtorico razstave gospod Branko Sulčič in goste iz sosednjih škofij. Lepo pozdravljeni. Pravkar smo lahko prisluhnili čelistu gospodu Milanu Pudniku, ki nam je zaigral Bachov preludij. Današnjo razstavo odpiramo o pomembni 550. obletnici papeževe potrditve Ljubljanske škofije. 6. septembra 1462 je namreč Enej Silvio Piccolomini, papež Pij II. S podpisom listine potrdil njeno ustanovitev. Njemu je posvečena tudi ta razstava. Zato prosim zgodovinarja, gospoda Franceta Dolinarja, da nam pove nekaj misli o življenju in delu tega za nas tako pomembnega papeža, pa tudi njegovo povezanost z Ljubljano. Prosim. Spoštovani gospod Načko, spoštovani gostje. Življenjska zgodba znamenitega italijanskega humanista Eneja Silvia Piccolomija, kasnejšega papeža Pija II. Njemu je posvečena ta razstava, ki jo nocoj odpiramo, je presenetljivo povezana tudi s slovenskim prostorom in še posebej z ljubljansko škofijo in njenim sedežem pod Ljubljanskim gradom. Enej Silvia Piccolomini bil verjetno edini, ki se je še preden je postal papež temeljito seznanil z razmerami v notranjih avstrijskih deželah, posebej s tistim prostorom, ki je bil poseljen Slovencem. Glavni podatki iz Piccolominijevega življenja so znani. Omenjam jih toliko, da ga lahko pravilno uvrstimo v prostor in čas, ter v razmere, ki so oblikovale takratno družbo v Evropi. Enej Silvia Piccolomini se je rodil 18. oktobra leta 1405 v Corsignanu, danes Pienzo v srednji Italiji. Kot laik je v službi tajnika spremljal kardinala Dominika Capranica na koncilu Baslu, se na to Baslu pridružil tam izvoljenemu protipapežu Felixu V. in končno postal tajnik kralja in kasnejšega cesarja Friderika III., ki je leta 1446 dal na državnem zboru v Frankfurtu Piccolominija okronati za pesnika. Izjemen humanist in vrhunski diplomat se je leta 1445 odločil za duhovniški poklic in se pridružil rimskemu papežu Eugenu IV. Leta 1447 je postal tržaški škof in 2 leti kasneje škof v Sieni. Leta 1456 je bil imenovan za kardinala in po smrti papeža Kalista III. 19. avgusta 1458 izvoljen za papeža. Po Vergilovem Pius Eneas si je privzel ime Filip. Umrl je 15. avgusta leta 1464 v Anconi, kamor se je odpravil, da bi organiziral križarsko vojno proti Turkom, ki so nevarno ogrožali krščansko Evropo. Njegovo življenje torej sovpada s časom, ki so ga zasnovali začetnik renesanse in grozeča turška nevarnost. V to obdobje je Enej Silvio Piccolomini posegal kot pesnik, zgodovinar, diplomat, branitelj krščanskega izročila ter ustanovitelj univerz v Baslu, Nantu in Ingolstadtu. Na političnem področju je to obdobje zasnoval Dunajski konkordat leta 1448, s katerim sta kralj Friderik III. In papež Nikolaj V. uredila odnose med cesarstvom in cerkvijo. Najpomembnejši del tega konkordata je bila delna
razveljavitev reformnih dekretov Bazelskega koncila, predvsem tisti del, ki je postavljal koncil nad papežem. Evropo so pretresale husiitske vojne v Češkem in Madžarskem, z umikom Anglije iz Francije pa se je končala stoletna vojna med njima. Na področju umetnosti so Piccolominijevi sodobniki slikarji Giovanni da Fiesole, bolj znan pod imenom Fra Angelico, Antonio Pisanello, Paolo Uccello in Masaccio, ter Rus Andrej Rublev, avtor znamenite ikone Sveta Trojica. Med kiparji omenim Jacoba della Quercia, Lorenza Ghibertija in Donatella, med arhitekti Brunelleschija in Leona Battista Albertija. Na področju znanosti je bil nečak mongolskega vladarja Timur-Lenka Ulugh-Bek eden največjih izvedencev v astronomiji in geometriji. Leta 1428 je dal v Samarkandu, v današnjem Uzbekistanu, postaviti takrat največji astronomski observatorij. Piccolominijev sodobnik je tudi sopodpisnik cesarske listine o ustanovitvi Ljubljanske škofije. Kardinal Nikolaj Kozanski, teolog, filozof, diplomat in znanstvenik, ki je leta 1440 razglasil matematiko za najzanesljivejšo znanost in učil, da se Zemlja vrti okrog svoje osi in okoli Sonca. Na področju tehnike so leta 1403 v Koreji prvič tiskali slovenskih matric, leta 1436 je Brunelleschi v Firencah postavil znamenito kupolo v stolnici, leta 1450 je Gutenberg izumil tisk sestavljivih kovinskih črkovnih matric, Alberti pa istega leta opredelil zakone o geometrijski perspektivi. Na Slovenskem so bile razmere v 15. stoletju dokaj razgibane, čeprav seveda ne tako odmevne kot v romanskem in germanskem svetu, oziroma arabskem svetu. Niso pa bile zanemarljive. Politično jim je dejal ton antagonizem med celjskimi grofi, ki jih je cesar Sigismund leta 1436 povzdignil kneze in Habsburžane. Z umorom Ulrika II. Celjskega leta 1436 v Beogradu se politična tehtnica prevesila v korist Friderika III. Habsburžanega. Padec Carigradov Turške roke leta 1453 sprtih evropskih vladarjev ni stresni. Po padcu Srbije, Bosne in Hercegovine v Turške roke so Turki z roparskimi vdori na slovensko ozemlje vedno pogosteje trkali na vrata takrat vsaj še formalno krščanske Evrope. Piccolomini je naše kralje kot tajnik kralja Friderika III. Obiskal leta 1444 in skupaj s Friderikom III. Prepotoval Štajersko, Koroško in Kranjsko. Meseca februarja in marca tega leta se je mudil v Ljubljani. Piccolominijevi življenjepisci radi navajajo njegovo pismo z dne 18. aprila leta 1444, v katerem se zmrduje nad neomikanim in barbarskim ljudstvom. Vendar je to sodbo treba razumeti v širšem kontekstu Piccolominievega notranjega razpoloženja, nenehnega popotovanja s cesarskim dvorom. Enako stopeno kritičen je do razmer severno od Alp in do cesarskega dvora. V pismu z dne 30. novembra istega leta primerja namreč svoje bivanje v Avstriji z Ovidijevim pregnanstvom ter preklinja mesto Basel, čez katero ga je pot vodila v Avstriji. Bolj kot razmere v deželi je šlo Piccolominiju na živce stalna scelitev cesarskega dvora,
tako da ni mogel nikjer pognati korenin. Razgledan italijanski humanist si je očitno želel ustaviti nekje, ker bi imel na voljo izbrano knjižnico za svoje delo in družbo, s katero bi delil svoje spoznanja in jih poglabljal v izmenjavi mnenj. Ko sledimo Piccolominijevi poti po notranjoavstrijskih deželah, postanemo pozorni, da se kar 3-krat za dalj časa ustavil v Ljubljani. Zato ni odveč vprašanje, kaj je Ljubljana z nekaj več kot 5000 prebivalci v tem času lahko ponudila razgledanemu in izbirčnemu italijanskemu humanistu. Ko se je januarja leta 1444 Piccolomini ustavil v Ljubljani, je tam srečal svojega somišljenika in bržkone tudi prijatelja, škofa Martina Plemenitega Meiningerja, ki je kot generalni vikar Orleskega patriarha bival v Ljubljani in tu razvil živahno pastoralno dejavnost. Leta 1448 je v Ljubljani vodil znamenito reformno sinodo, katere reformni sklepi so ohranjeni in jih je publiciral zgodovinar Josip Kobilj. Piccolomini je imel v Ljubljani na voljo vsaj 2 pomembni redovni knjižnici, Avguštinsko in Križniško. Zlasti prva je bila izrazito študijska. Med njegovimi sogovorniki in bazenskimi znanci, če že ne prijatelji, sta bila poleg škofa Martina tudi stiški opat Matej Zaletel, ki se je podobno kot Piccolomini in škof Martin udeležil bazenskega koncila. Očitno moral biti v koncilskem dogajanju zelo dejaven, saj so mu koncilski očitje leta 1446 podelili privilegij, da je smel nositi mitro in pastoral ter svojim redovnikom podeliti rodove. Pristaš bazelskega koncila je bil tudi poslaniški opat Laurenci. Obe cistercijanski opatiji sta s inkorporiranimi ljudmi dajali odločiven ton duhovnih podobi takratnih slovenskih vernikov, pomembno vlogo pa sta odigrali tudi na kulturnem, znanstvenem in gospodarskem področju. Oba cistercijanska opata in bistriški prior Wolfgang so kot člani Kranjskega državnega zbora veliko časa preživeli v Ljubljani, kjer so imeli vsak svoj dvorec. Preko svojih sogovornikov se je Piccolomini podrobno seznanil z razmerami v deželi, s pridom pa je lahko uporabljal tudi njihove knjižnice. Iz popotnega dnevnika Pavla Santonina v letih 1485-87 namreč vemo, da so imeli samostanske knjižnice pri nas, poleg razvejane teološke, naravoslovne, zgodovinske in pravne literature, tudi bogat fond grških in latinskih klasikov. Poleg Žičke Kartuzije so se zlasti rustični zanimali za sodobno evropsko misel in se tudi sami vključevali v literarno in znanstveno delo. V Ljubljani se je Piccolomini neposredno seznanil tudi s turško nevarnostjo, saj so Turki že leta 1415 prodrli vse do Ljubljane in vedno bolj predstavljali resno grožnjo krščanski Evropi. Ni izključeno, da je Piccolomini že v Ljubljani začel oblikovati misel o obrambi krščanske Evrope, ki je kasneje odigrala pomembno vlogo v času njegovega papeževanja. Da se Piccolomini dobro počutil v Ljubljani, dokazuje dejstvo, da se je v Ljubljano, kot kranjsko deželno glavno mesto, vrnil še 2-krat, in sicer kot tržaški škof, leta 1449 in leta 1451. Imenovanje za škofa v Sieni je našlo v Ljubljani. Vendar se Piccolominiju očitno ni modilo nazaj v svojo škofijo, da bi tržaške vernike osebno seznanil z imenovanjem, ampak jih je o tem kar pisno obvestil iz Ljubljane.
Tako morda bolje razumemo njegovo osebno angažiranje pri ustanovitvi ljubljanske škofije med letoma 1461 in 62. Če so bili cesarjevi nameni pri ustanovitvi ljubljanske škofije izrazito politični oziroma cerkveno-politične narave, namreč blokiranje vpliva Benečanom podrejenega obrejskega patriarha na Habsburškem ozemlju, je Piccolomini kot papež razmišljal izrazito pastoralno. Piccolominiju so bila vsekakor blizu nekatera razmišljanja Bazelskega koncila. Pastoralne izkušnje si je nabral kot škof v Trstu in Sieni in zato mu je bilo popolnoma jasno, da je mogoče uspešno voditi samo teritorijalno zaokroženo škofijo in samo v taki škofiji imeti nadzor nad delom in življenjem duhovnikov in vernikov. Cesar je predlagal, da bi celotno ozemlje habsburškega dela obrejskega patriarhata podredili ljubljanskemu škofu. Pogajanja so trajala celih 8 mesecev, vendar je papež II. Končno moral popustiti cesarjevi trmoglavosti. S podpisom papeške bule na današnji dan, pred 550 leti, je papež II. Tudi cerkveno-pravno potrdil cesarjevo ustanovitev ljubljanske škofije. Kot prva škofija v osrednjem slovenskem prostoru, župnijam na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, se Ljubljana po papeževi odločitvi povzdignjena v odličnejše mesto, Civitas, začela uveljavljati kot cerkveno, kulturno, narodnostno in politično središče prostora, v katerem je prevladoval slovenski jezik. Prvega ljubljanskega škofa Sigismunda Jofa Lamberga je papež v Rimu osebno posvetil za škofa in mu zagotovil daljnosežne privilegije, s katerim je njega in njegovo škofijo izvzel izpod jurisdikcije obrejskega patriarha. Padec Carigrada Turške roke 29. maja 1453 je za Zahod pomenil šok, ki je bil mešanica strahu, škodoželjnosti, slabe vesti, pa tudi debate o identiteti krščanske Evrope, za katero so bili muslimanski Turki vsekakor moteč in neljub dejavnik, ki duhovno enotnost Evrope razbija in ga je zato potrebno ustaviti. Pri prebujanju identitete krščanske Evrope je odločilno vlogo odigral prav Ene Silvija Piccolomini. V imenu cesarja Friderika III. Je še preden je postal papež, na državnih zborih v Regensburgu, Frankfurtu in Dunajskem Novem mestu pozval nemške kneze na vojno proti Turkom. Svojo evropsko idejo je najjasneje izrazil v govoru v Frankfurtu leta 1454 z dramatičnim opisom grozot, ki jih je uprizoril turški osvajalec nad poražencem v zavzetem mestu, je Piccolomini poudaril dvojno, nenadomestljivo izgubo. Izgubo, ki jo utrpelo krščanstvo z nasilnim pobijanjem vseh, ki niso bili pripravljeni sprejeti islama, in izgubo antične in krščanske kulture z uničevanjem dragocenega knjižnega zaklada v tem središču vzhodnega krščanstva. S padcem Carigrada je Evropa po Piccolominievih besedah izgubila enega od obeh očes. Ob nevarnosti, da bi se lahko turški osvajalski pohod nadaljeval proti srednji in zahodni Evropi, Piccolomini roti nemške kneze, naj presežejo svoje lokalne sebične interese in strnijo svoje moči v obrambi krščanske Evrope proti islamu. Turška agresivnost naravnost celi krščansko Evropo iz obrambne v ofenzivno držo, meni Piccolomini, če hoče zaščititi svojo krščansko identiteto in svoje krščanske Evrope.
vendar so Piccolominijevi pozivi, tudi ko je postal papež, ostali brez odmeva. V zahodnji Evropi ni bilo nobene res publika kristjana več, ki bi se bila pripravljena boriti pod papeževim vodstvom za skupno dobro in za obrambo krščanstva. Ob tem bolečem spoznanju je papež Pij II. Razmišljal tudi o možnosti drugačnega, čeprav tudi za tisti čas že utopičnega scenarija. Leta 1461 je namreč turškemu sultanu Mehmedu II. Predlagal, naj se spreobrne v krščanstvo. S tem bi se končalo medsebojno nasilje in vojne. Sultan bi postal neke vrste nadcesar, ki bi združeval latinski, grški, hebrejski in arabski kulturni prostor. Piccolomini je tako pravzaprav načel enaka načela, s katerimi se sooča Evropska unija danes, ker ni uspelo doreči svoje dejanske identitete, ker je ni uspelo jasno opredeliti tistega, kar ga duhovno združuje, tistega, kar presega njene zgolj materialne interese. Ozkost stališč papeža Pija II. Sredi 15. stoletja seveda niso rešitev za današnji čas. Je pa za krščansko oziroma za združeno Evropo vendar usodno, da 560 let po padcu Carigrada v turške roke oziroma 570 let po smrti papeža Pija II. Še vedno ni uspela odgovoriti na temeljno vprašanje. Kaj pravzaprav Evropejce dela Evropejce? Kaj je tisto,